Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes je pred nami že 6. utrinek. Pa pokukajmo, kaj nam sporoča. Utrinki so iz rokovnika za leto, ki je pred nami. Naslov se glasi Hvaležnost. Pa kar preberem. Hvaležnost. Kaj je tisto, ki nas vodi k besedi hvaležnost? Ljubezen, družina, uspeh, sreča, mir, zdravje, srčnost, mogočnost, iskrenost, kreativnost, živeti svojo srečo, živeti svoje poslanstvo, pomagati, biti zvesti, delovati iskreno. Moč je v nas. Dovolimo si živeti čarobno, s hvaležnostjo v srcu. Sedaj vam pa jaz preberem na moj način. Hvaležnost. Kaj je tisto, ki me vodi k besedi hvaležnost? Ljubezen. Ja, seveda. Ljubezen je meni zelo pomembna. Po mnogih letih raziskovanja sebe sem prišla do točke, kjer čutim ljubezen v sebi. In s tem, ko čutim to mogočno ljubezen, vem, da jo danes lahko tudi več delim. Rada jo dajem, rada jo prejemam. Ljubezen je tista, ki meni daje moč. Družina. Seveda, družina je tista temeljna celica, v kateri se želim počutiti dobro in varno. In lahko rečem, da se. Rada sem doma, rada sem v krogu najbližjih. Rada z njimi debatiram, raziskujem nova občutja, nova področja. Mi smo tisti, ki postavljamo temelje, kako se bomo počutili v krogu družine. Uspeh ali sreča. Z moje zgodbe bi vam povedala nekako tako. Najprej sem imela uspeh. Na prvi pogled vse. Od zaključenega doktorskega študija, službe, družino. Ampak tisto srečo v sebi sem pa iskala. In meni je tista pot, ko sem prišla do notranje sreče, pomenila zelo veliko. In lahko rečem, da če sem prej imela uspeh, pa mi je malo sreče manjkalo, je zdaj fajn, ker se mi zdi, da je moj uspeh nadgrajen za to srečo, ki jo čutim v vsaki celici svojega telesa. Čutim, pokažem, delim. In vem, da se da do nje priti. Mir. To je tudi ena izmed stvari, če lahko temu tako rečem, ki sem se jo z leti naučila. Najprej sem šla po poti, kjer sem se učila, kako umiriti svoje misli. Ko je bila kar ena avtocesta misli, pa to, pa polno idej. Naučila sem se računalnik v moji glavi, v naših glavah. Kako ga izklopiti? Kje je tisto stikalo, ki pravi, ugasnemo.
In to je tisti mir, ki ga naše telo potrebuje. Predvsem, da si spočije in na fizičnem nivoju, in na psihičnem, in si nabira tako nove moči za naprej. S tem, ko telesu privoščimo mir in skrbimo, da je telo v ravnovesju, telo pride v harmonijo in posledično pride do zdravja. Vem, da so bolečine v mojem telesu mene opozarjale na spremembo. Telo me je opozarjalo, da rabi počitek, ni zmoglo več. Zato je bilo nujno, da sem našla tisti gumb za izklop. In danes me telo bogati, nagradi za zdravje. Srčnost. Verjamem, da je srčnost vseh nas. Samo včasih moramo poiskati tisti zaklad not, odpreti skrinjico s srčnostjo in dovoliti, da pride ven. Zakaj bi skrivali srčnost? Zakaj? Delimo jo. Naj nam bo fajn, naj nam bo čarobno. Počutimo se srečno, srčno in zadovoljno. Mogočnost. Mogočnost je v nas. Veliko stvari lahko dosežemo. Veliko se da. Samo pripravljeni moramo biti, narediti kakšen korak naprej. Iskrenost. Iskrenost je pa res ena temeljnih dobrin, s katero moramo delovati. Predvsem iz vidika, da smo mi srečni in zadovoljni, da smo mi notranje mirni, ker vemo, da je naše delovanje iskreno. Kreativnost. Ta beseda je pri meni zelo pogosta, saj imam ves čas ideje, navdihe, kaj vse bi želela probati. Tako da predlagam tudi vam, dovolite si biti kreativni, dovolite to izraziti. Lahko izražamo z ustvarjanjem, z razgibavanjem, telovadbo, z branjem, uživanjem. Da čutimo, da vzbudimo nekaj v sebi, da pride ven, izbudi kreativnost. Saj veste, vsi uspešni izhajajo iz svoje kreativnosti. Si upajo. Kdo pravi, da jaz pa ne morem biti kreativna? To pravi, da vi ne morete biti kreativni. Samo upajte si. Jaz vem, da je to v vas. Živim svojo srečo. Ja, resnično se trudim. Moram priznati, da včasih mi tudi ne uspe. Sama sem po horoskopu levinja in tudi kdaj tisti lev pride na plan. Ampak samo za kratek čas. Sreča mora biti ves čas okoli mene, v meni. Takrat je res dobro. Danes živim svoje poslanstvo. Zadovoljna sem v tem, kar počnem. Hvaležna sem, da lahko čutim, da za svojo čutnostjo lahko marsikomu pomagam. Da sem nekomu navdih, da gre tudi v raziskovanje svojih občutij in da ve, da se da in da bo na koncu za to nagrajen. Želim pomagati. Ja, želim pomagati. Najti pot do boljšega počutja. Sem zvesta. Zelo pomembno mi je predvsem, da sem zvesta sama sebi. Delujem iskreno. Ja, včasih preveč. Odprem srce vsakomur, ki mi pride na pot. Včasih sem presenečena, kasneje razočarana, ampak odločila sem se, da zaradi mojih izkušenj, tudi tistih manj dobrih, ne bom zaprla srce. Vsakemu odprem srce, ker
Če ne, bi lahko šel kdo mimo mene. Zakaj? Zato pa odprem srce in se srečava. Moč je v meni. Ja, resnično. Jaz sem tista, ki lahko vplivam, kakšne volje bom ta trenutek, kaj bom ta trenutek rekla, kaj vam bom povedala. Dovolim si živeti čarobno s hvaležnostjo v srcu. Resnično sem hvaležna za vso prehojeno pot. To je tista čisto moja. Nič ne bi spremenila, ker kakršnikoli izkušnji, izzivu bi se želela izogniti, ne bi mogoče prišla do teh čudovitih trenutkov, ki jih čutim danes. In to mi je pomembno. Hvaležnost. Tako. Vseh utrinkov je 27. Pregledali smo že 6. Zdaj pa naše karte. Pa pokukajmo današnjem sporočilu. Objem nežnosti. Današnja karta s fotografijo nam pove več kot kakršnakoli beseda. Smo v posebnem mesecu, ki je najbolj praznično obarvan. Vzemimo si čas za naše najbližje. Dovolimo si veliko objemov, nežnosti. Predajajte svoje občutke z objemi, z nežnostjo. Tistemu, ki je zelo blizu vas, ki vas vidi, čuti, sliši. Vzemite si trenutke in se razvajajte. Povežite se na takšen pristen način. To je grajenje odnosa. Lahko se vam zgodi, da boste vspletli neko novo vez. In ta vas bo spremljala potem mnoga leta. Naj vas vodi objem nežnosti. Pa ne samo en teden, naj bo ves december v vaših mislih in potem potuje tudi v dejanja. Naj vas vodi. Hvala vam, ker ste bili do konca v moji družbi. Veselim se že naslednjega utrinka. 7. Bomo pokukali kmalu, kaj nam sporoča. Adijo!